Dobro jutro oziroma dober dan pri nas že, zaradi tega, ker jutro sem pa posvetil sebi in sem se drsal. Evo, in tole za mano sicer niso moji posnetki, upam, da bodo prav hmal enkrat, da bom jaz imel take posnetke svoje, da se bodo zadnji vrteli, imam prečudovite že stvari, sem je treba sestaviti, ne. Ja, sončni vzhod vas probam večkrat motivirati, dajte ga pogledati. Še lepš pa je, če ga uspeš iti pogledati na še lepši razgled. No, in jaz sem ga ujel in moram reči, da je sun gazing naredil svoje. Zdaj, ne vem, če poznate sploh sun gazing oziroma če se sploh uspemo zavedati, kakšne lastnosti oziroma kaj vse se dogaja med tem, ko gledamo sonce. Zdaj, znotraj teh mojih videov in slik in tako sem že pokazal vam, praktično vsaka druga slika je, ko jaz nekako pogledam v sonce med tem, ko se slikam. Ne vem, a je to videti ali ne, najbrž je, ne. In vas probam tudi na tak način motivirati, kar poglejte ga. Na svetu si, da brišeš sence, ker ti si sonce. A je to rekel Pavček? A je? No. Sun gazing, no, jaz sem tlele par nekih iztočenc. Moram pa tudi pogledati. A je, imam. Evo, sun gazing. Piše, da je na prvem mestu sprošča stres, se pravi, ne sprošča. Ja, mislim, nisi več toliko v stresu, če sonce gledaš. Dvigne energijo, se pravi, ko gledaš v sonce, v tebe, v pinalno žlezo noter rine sonce. Jaz sem rekel, ne uporabljati sončnih očal, jaz jih nimam že par let. In niso sončna očala v redu, ker točno to preprečujejo in so bili modni dodatki in naput džabe ta očala, pa je super za vid, da se ti ne pokvari, kakšna bedarija, deo, mi nujno moramo dati sončna očala dol, da do nas pride ta res krasna sončna svetloba. Sicer nekje sem ujel, ampak spet ne verjamem čisto vsemu, da v bistvu ultravijolična svetloba tekom dneva naj bi ipak škodovala očem. Jaz temu ne verjamem, zjutraj pa zvečer pa je stremenje v sonce, kakor se sun gazing pravzaprav prevaja, je pa v redu. Zdaj, fajn je za začetek, je mogoče res lažje zjutraj dlje gledati, ampak jaz gledam sonce, kadar se da, sred belega dneva, ob 12. ga pogledam direkt, pa ga gledam, pa nimam zaradi tega nič poškodovanega vida, kvečem imam več energije in nisem v stresu, pa še jih imamo, pinalno žlezo tudi odpira. Reducira lakoto, ne, se pravi, nisi toliko lačen, če koristiš sonce. Najbrž ste že slišali za to, da pač ljudje živijo od prane, ne, se pravi od vode, pa še celo vode pol kasneje ne rabiš, če bi se šel na to stvar do vrhunca. Jaz se tega sicer ne upam, niti približno razmišljati, zadnje čase sem tako lačen, da se nažrt ne morem. Ne obremenjujem se okrog tega preveč, tudi spanje imam čist na glavo obrnjeno, tudi zaradi tega se ne obremenjujem, ker se zavedam, da smo v procesu čiščenja, vsak sam pri sebi, tudi Zemlja nam pri tem pomaga, tudi Sonce in kozmos nam pri tem pomaga, da se mi nadgrajujemo svojo DNK. Tako, no, se pravim, manj stresa je, če gledate v Sonce, imate več energije, imate manj lakote, reducirate in sprošča se več mentalnih blokad, izboljšate vid, poveča se sama velikost pinalne žleze, več proizvodnje serotonina in melatonina in stimulira samo pinalno žlezo. To je teh 8 lastnosti, če gledate v sonce. Pinalna žleza smo pa že definirali, koliko je zelo pomemben konektor med univerzalnim in telesnim. To je ta modrost se tle odpira.
V ozadju se nam vrti pesem, ki sem jo sicer tudi dal za ozadje, Turčije, a ne? We are the world and we are the children. Mi smo svet in smo otroci, je takrat za Life Aid, to je bila pomoč Afriki, naredil pesem Michael Jackson, ki jo je zapelo mnogo glasbenikov takrat znanih. In še zdaj dvigne kocine, če ji prisluhneš, jaz sem dal celo prevod zraven. Res lepa sporočila, ki jih mogoče, jaz pa poznam to pesem dlje časa, sam nisem razumel. Zdaj se mi zdi, da je prav samoumevno, da smo eno srce, da smo ena ljubezen, da smo mi otroci tega sveta in smo kreatorji po božji zavesti, univerzalni zavesti, ki pa se zdaj širi. Ne? To je ta 5-dimenzionalni svet, kamor gremo, tisti, ki dovolimo ekspandiranje zavesti preko pinalne žleze, ki pa se poveča in jo stimulira. Če gledamo v sonce, smo hidrirani, smo prizemljeni, torej bosa noga, stopati na led bos ni nič narobe, v svež sneg tudi ne, oziroma v svež sneg je celo še boljše. Če smo umerjeni in če znamo prisluhniti naravi, takrat se nam ta zavest povečuje. In vsak od nas je vsak za sebe odgovoren, koliko hitro je sposoben, koliko globoko se je sposoben prepustiti in koliko čim več svojega dneva preživeti na način, da si v miru, v svojem popolnem miru, v svoji radosti. Se to ne pomeni, da zdaj sediš pa v luft gledaš pa nič ne počneš, ampak da v svojem miru opravljaš naloge, da se ne zaradi hitenja urežeš, da se ne zaradi hitenja spotakneš, da se zaradi hitenja nujno nekaj ne pozabiš. Ko greš v trgovino po stvari, prineseš tisto, kar rabiš, da niso misli toliko razterane, da prineseš tisto, kar ne rabiš in pozabiš tisto, kar si nujno rabil. To je pač ta svet nas je take naredil kaotične, ne? To smo včeraj malo debatirali. In zdaj res vsak izmed nas se mora odločiti, na katero tračnico bo zapeljal, na tračnico resnice, miru, svobode. Ne? Sej svoboda je znotraj vsakega posameznika, da počne tisto, kar želi in tisto, kar ga bom rekel, polni, hrani. Jaz vam probam pokazati res na lastnem primeru. Res bi želel, da bi vsak bil aktiven v tem, da bi deloval in širil od sebe to, kaj njemu predstavlja lepo. Eni greste radi v hribe, eni radi igrate inštrumente, eni radi kvačkate, jaz rad raziskujem, pa brskam, sploh po teh, bom rekel, ezoteričnih znanjih se je tam včasih reklo, zdaj pa duhovnost, zdaj jaz tam upravim bolj Kekčeva scena, ker je v bistvu vse zelo enostavno, ne? Ne gre za tle super ezoterična znanja in težke, jaz ne vem kaj, zgodbe, ker je življenje enostavno. Nekako finance se podirajo, ne rabimo niti skrbeti o tem, prav je, da zmanjšamo svojo porabo in potrošnjo, ker je pač svet nam tišči, koliko moramo biti potrošniki, a ne. Da se s ful manj sredstev, garantiram vam, jaz sem to preživel večkrat že, I'm still alive, I'm still standing, pravi, ne, še vedno stojim, pravi Elton John. Še smo živi in še stojimo in niso nas pobili, kakor so si zaželeli. Zmanjšati porabo in finance odhajajo in ne bodo več pomembne. In večkrat sem tudi že pa ponovno opozarjam zaradi tega, ker se mi zdi pomembno. Vsi bomo v življenju postavljeni na izbiro, kaj bomo počeli, ker denar ne bo bistven. Ampak to ne pomeni, da bomo pa ležali pa v luft gledali, ampak da bomo počeli tiste stvari, ki nas razveseljujejo. Tako da dajte probati si zamisliti, kaj bi počeli, če bi vsak mesec bilo na računu
dovolj, dajmo reči 10 tisočakov. To, ki je na računu in ne rabiš hoditi v službo, da boš dobil neko to mizerno podporo od 700 do 1500 evrov, s katerimi tudi ne moreš kaj pretirano dosti planirati, kaj boš obnovil streho, fasado ali boš kupil parcelo, sezidal hišo s temi sredstvi, bi jo tudi tako nekako, da si zapufan do smrti, ne. Cela norišnica, ki je pa vse življenje, ne, ki bi ga mogli izkoriščati in živeti, valjda potovati, valjda raziskovati, ampak med tem je smiselno delovati. To delovanje je prav, da razmišljate v smeri, kako bi na svojim delovanjem, bom rekel, svojimi talenti, ki jih ima vsak svoje, lahko pomagali tej družbi, da bi bila boljša, da bi bila svetlejša, da bi bila uspešnejša in srečnejša konec koncev, ne? Da bi, ne vem, znala razumeti ta družba, da umaknemo to, jaz bi to počel zato, ker je to najbolj dobičkonosno, ali pa zaradi tega, da bi imel še več, ta filozofija v prihodnje sploh ne bo peljala, ker nima smisla. Bistvo je, da bo vsak izmed nas srečen, ker ta planet potrebuje srečne posameznike in potem bomo srečna družba. Družba je čist nesrečna zaradi nesrečnih posameznikov, ki jih je sproducirala seveda kabala kot taka, ne? Kabala se je trudila, da smo mi v mizeriji, pa v bedi, pa nesrečni, pa da smo polni bremen in teh jajc. Tako, jaz vam probam podati ogromno tudi glasbe, kjer so glasbeniki govorili o istih stvareh. Dajte se probati prepustiti glasbi, poiščite res muziko, ogromno sem vam jo tudi že nasul. Probajte iti mogoče v epsko, ali pa tudi slovenski izvajalci, en kup jih je, Smolar vam bo dal tudi misliti, če si cel album njegov zavrtite, ne, kako je treba delati, ne, ampak po drugi strani je treba delati, ne, da boš uspešen, da boš pomerjen, zadovoljen, mislim, je treba delati, je treba kruh narediti, ne, ni treba, ne, ampak je treba kruh narediti. Ker ga imam rad, ne, mislim, tako je treba, spet je tanka meja, ja, delo je potrebno, ampak v dobrobit družbe. To, kar smo do zdaj počeli, pa ni bilo v dobrobit družbe, ja, mogoče posredno, v prvi vrsti pa je bil namen izčrpavanja človeka, da smo bili utrujeni fizično in izčrpani duhovno, mentalno, ne, umoran, po naše pa umorjeni smo bili, ne, in ta umor na kratko je šel v maloro. Ja, Ukrajina ni tako, kot izgleda, to smo že definirali. Putin je izjavil, da je blizu konec. Putin je brez kakšnega koli obešanja na veliki zvon poslal konkretne ekipe reševalcev in bolnišnic v Turčijo. Tudi Grki so se že angažirali, slovenskih predstavnikov, polni gobci, nobene reakcije, glavno, da smo plačali Ukrajini mafijski 6 milijard, mislim, a se zavedamo, kakšno gamat podpira naša gamat, ki ni neumna, ampak zlobna in tam ima svoje brate in sestre svojega formata, satanističnega seveda. In Ukrajina mora past kot taka, ne govorim o ljudeh, ki so vsi evakuirani, če sem, kakor spremljam, je evakuacija, kakor se da popolna, a ne. No, Turčija pa žal je fasala te potrese velikih razsežnosti, zdaj jaz ne razumem vseh teh lestvic, meni telefon piše, da so to lestvice od 5 naprej, ne, jih trese, kaj to so Richterji, ne vem, a so ali niso, ampak nima veze, skratka močni potresni sunki. Seveda takoj ugotavljanje o tem, a se premikajo tektonske plošče in tako, spet neka dogma, ali je to sproženo s pomočjo harpa, ali je to mogoče rušenje gromozansko velikih mest, ki se nahajajo pod zemljo. Ne vem, ne dam roke v ogenj, ne za prvo, ne za drugo, ne za tretje, sem si pa dovolil pomisliti na vse troje, ne, ker vse so nam rekli, nič ni tako, kot izgleda in mogoče tudi ti potresi niso tako, kot izgleda,
Mogoče, ne vem. Vsekakor pa, če so civilne žrtve, v vsakem primeru je prav, da jim, pa ne da sočustvujemo, ma da pošljemo, veš, misli kreirajo ta svet in dobra misel ne bo nikakor mogla škodovati. Jaz mislim, da ga ni na tem svetu toliko zlobnega, da bi rekel, ja, ko naj umirajo, sej kaj pa so ti Turki, ne? Da ne bi slučajno. Tako, jaz mislim, da smo ipak vsi ljudje, ki se želimo združiti, slej ko prej tudi fizično, ampak združeni moramo biti najprej na nivoju, da smo srčni, da smo odprti, da imamo čustva živa, vendar da nas ne vodijo, ne? Da imamo mental, torej tako kontroliran, tako bister, da znamo svoje čustva po eni strani jih držati v nekih okvirih, spet pa ne jih zatrti do te mere, da ona ne funkcionirajo. Mi je všeč, skozi te vsebine smo pripeljali marsikaj, ne? In mi je zanimivo, ker sem šel tudi na humor, pa zdaj mičkam bolj na to Turčijo, pa saj imajo ljudje še vedno in po eni strani smeh, po drugi strani pa tudi solze, znamo čustvovati in prav je tako. In nikar te ne zadržujte svojih čustev. Morate jih pa kontrolirati, da ne ekspandirajo brezvezno oziroma nekontrolirano. Ipak, a je prav. Sem spet je tanka meja. Kontrolirajte jih, pa ne jih kontrolirati, ne. Ne jih zadrževati nazaj. Le dejte, jaz sem tudi pretočil marsikatero solzo, prehlipal marsikatero situacijo. Konec koncev se radostil od milosti v samoti. Ko milost pride, ga ni podobnega občutka. Vem, mogoče to spada tudi v čustva. Skratka, prečudoviti so občutki, kadar se človek prepusti in preda. Jaz sem se in polivajo me mravljinci, še vedno. Jaz upam, da tudi vas že kaj. Če ne, trenirajte z muziko, da vam kocine dvigne. Bodite čistih misli in čistih namenov, ne? Okej. Tudi, če se mičkam dotaknem še tlele, Pfizer, ne, je zdaj že priznal genocid, da je v bistvu on odgovoren, da njegove bocke so smrtonosne. Še vedno se poraja eno noro vprašanje, na kakšen način so ljudje odbrani, da so nekateri resnično hudo poškodovani, nekateri malo poškodovani, nekateri pa nimajo posledic. Jaz bi dal vse, da nihče ne bi imel posledic, vendar ni čisto glih to tako. Vesel sem za tiste, ki nimajo nobenih posledic, ne znam si pa predstavljati, na kakšen način je bilo to izbrano. Q nas je opozarjal, nam je rekel, da je cepljenje varno in da je kontrolirano strani vojske. Že razumem, ena vrsta cepljenja, da cepaš te, ki so za cepati, v smislu jih bomo cepili z lisicami in jih bomo odpeljali pred sodišča in jih bodo cepljeni, ne, končno. Spet druga pa ta, kako so kontrolirali ljudi, da so nekateri res odpeljani narobe in nekateri, da ostajajo z nami in bodo ostali. Konec zagotovo ne bo za vse, sem trdno prepričan. Rad bi v vse dodal upanje, ne? Čeprav sem dobil neko kritiko v kontekstu, da se delam norca iz cepljenih, pa ne vem, v katerem videu je bilo to čutiti, ker se nikoli nisem. Celo video smo naredili v kontekstu, še obstaja upanje za cepljene, a ne? Res bi želel vse dobro, ne želim pa, da se tudi narcizem, kateri izraz čem uporabiti, da narcizem se zatre in da na plano pridemo tisti ljudje, ki smo bili strani narcizma zatrti. V bistvu zmanjšana samozavest, da ne bi kdo kam kaj skočil. Samozavest je treba zgraditi. Pogum se gradi korak po korak.
strah se odmika en pa po en. In ne obstaja čarobna paličica, ki bi kogarkoli razsvetlila nebovzetje, da se zgodi na tak, ker se ne more. Gre za način življenja, da sebe ljubiš na tak način, da si iz dneva v dan daješ tiste stvari, ki jih hočeš, ki jih imaš rad, da delaš tiste stvari, ki jih delaš rad. Jaz vam kažem jezero, to je sicer kanadsko, ampak jaz grem tja zato, ker to delam rad in si vse otrgam, zato ker je jezero in ledena površina s sončnim vzhodom nekaj najlepšega. Zame. Ni nujno, da je to za kogarkoli še, a ne? Lahko pa je moj, ko tu poslikam nekomu, wow, mogoče bi pa res jaz tudi. Super. Ker dajmo se še z druge strani pogledati, noben medij ne bo rekel, dragi državljani, lep dan je, zima je tukaj, čas za zimske radosti, izkoristite ledene površine in zasnežene doline. A ne? Ne bodo rekli, smučarski centri so odprti, tam ja, torej smučarski centri ja, kjer vas olupijo ke prasce, a ne? Ampak led je pa nevaren, ker lahko umrete. Pa ni res, ne. Na jezeru je toliko vode, pa vsa je zmrznjena in se je usela na tla in kam se boš udaril? Nikamor. Drsati pa je tako lepo. Pa dobro, se je tudi led malo tako viga vaga, ampak v vsakem primeru boljš kot katerokoli umetno narejeno drsališče. Niti treba v krogu se vrteti za začetek. Ne? Pa da reče zvočnik, obrni se. Tako da ja, dajte malo pobrskati po stvareh, ki jih imate radi. Pejte čim več ven v naravo, v svež zrak. Bo dal, bolan, nič ne bo noben bolan zaradi hladnega zraka, kvečem kontra, spucali se boste in čiščenje je prav prva stvar, ki se nam dogaja, občutimo ga lahko na več načinov. Jaz osebno sem utrujen, jaz osebno sem neskončno lačen, pa jem in sadjem zelenjave in vode pijem, jaz se ne morem najesti. Imel sem prehlad, da sem v obdobju leto ali pa leto pa pol nazaj precej bruhal, sem mislim, da že govoril, da sem imel 3 mesece drisko, mislim, da sem tudi že omenil. Če niso šla vaša telesa skozi to proceduro, bodo še šla, ker je nujno potrebna. Omenil sem, da virologija ni bistvena, parazitologijo bi mogli mi malo bolj naštudirati, kot ščurkologijo, ačmo tako insektologijo. Zdaj krasno prehajajo ven te informacije, ne, kaj vse se najde že v zapisu, kaj že je v sestavinah, a ne, in ščurki in paraziti in vse sort je. Zaradi tega sem se ustrašil, Lucy zalajala. Zaradi tega se je treba izogibati procesirani hrani, kupljeni hrani in resnično se jo dajte izogibati, kolikor se da, ne glede na to, koliko je voda iz vodovoda zastrupljena. Še vedno upam, da nima parazitov noter, ne. Jaz jo pijem mnogo in to iz pipe, ne prisegam ne na destilirano, niti na kakršnokoli drugo vodo, najslabše iz plastenk in močno upam, da nam ta voda ne bo škodila do te mere, da bomo se zastrupili oziroma da bomo zaparazitizirani, ali kako se temu reče. Skratka, ogromno se hidrirajte, sadje je tudi dobro v tem primeru, sploh če imate doma možnost domačega. Ne? Ja, prihajajo že ven malo stvari o kri cepljenih, ne, kaj vse vsebuje. Ene stvari res niso v redu. Kdaj bodo stvari prišle ven na videlo, v javne medije, se valjda ne upa več nihče napovedovati nobenih datumov, zaradi tega, ker datumi, oziroma sam proces te vojne ni vezan na datume, vendar na dogodke in resnično bi želel, da bi vsak izmed nas začutil, da ni več del sistema, matrice, ampak je svobodno bitje. Svobodno bitje, ki po lastni presoji, svobodni volji izbira, kaj bo počel. Da vsak uspe v svojem dnevu zadovoljiti svoje
pa niti ne potrebe, niti ne želje, ampak ta osnovni mir, da ostaja, da karkoli je za narediti, da to ni breme. In teh bremen se moramo ločiti. Res bi želel, da bi vsak spoznal svojo vrednost. Nismo tle zaradi tega, ker smo padli na to zemljo. Mi imamo nalogo biti. In ta biti je dovolj. In bodi, ampak bodi sam sebi prvi. In ti si najpomembnejši, ga ni bolj pomembnega na tem svetu kot lastni ti z lastnim bivanjem, obstojem in delovanjem. Nekako je pa treba se odločiti, da ta sistem ni več del nas in ga ne ubogamo. In ga ne? Se nismo ne maškarali in se nismo niti cepili. Ne? Maškarali se bomo 19. ko bo pri nas kurentovanje. Še prej, kurentovanje, pustovanje, butologija, pri nas imamo coprnice, zmaje in ostale živali in zgodbe, ki jih je opisoval Valvazor. Dobra zgodba, mogoče si en dan vzamem res, da ga malo opišem Valvazorja. Še prej imamo Valentinovo, ta komercialni praznik. Kako sem že prebral, nič se ne sekerite, če ste samski za Valentinovo, a veš, saj tudi za 1. novembra vam ni treba umreti, je dan mrtvih, tako da nič se ne sekerite. Jutri pa imamo pa Prešernov, dan, kulturni praznik. Pa malo za šalo, malo za res, ampak res praznujemo dan smrti našega človeka, ki je naredil, pustil za sabo veliko dediščino, in je probal opozoriti skozi Dominus vobiscum, skozi zdravljico. Kaj? Zdravljico? Ne, zdravica je, gre za zdravica, je napev, zdravljica pa ne vem prav točno, kaj bi bilo. Potrudil se bom poiskati original, kjer je njegov originalen zapis, ki ima tudi velik pomen. Pa mogoče ga zrecitiram. Skratka, jutri za praznik, sem rekel, pa naredimo pa en live zjutraj, tako da se malo dolžim še za nedeljo, ker sem ga falil. Ne falil, sfalil sem, delal sem druge stvari. Smo ga žagali. Kakorkoli, želim vam en čudovit dan in seveda valjda vse dneve, ki so pred nami. In kaj, da ste, to je dovolj, ne rabite pretirano razmišljati. Bremena dol, ego je treba spustiti, spustiti je treba vse, kar bremeni, ker breme ni, dajmo tako razmišljati. Uživajte, vidimo jutri 8:15 za zares, pa dalje, Ajde, čau.